Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca v Sloveniji, pogovori s slovenskimi podjetji, ki delajo svoje rešitve z umetno inteligenco. Moje ime je Peter in bom kot vedno vodil tale pogovor. Gre za 16. v seriji pogovorov z najrazličnejšimi slovenskimi podjetji, ki jih lahko poslušate kot podcast ali pogledate na YouTubu. Zato, če ste prvič tukaj, se naročite, sicer pa pejte pogledati v vsakem primeru, pejte pogledati nazaj v arhiv. Noter imamo pogovore z velikimi programerskimi podjetji, z velikimi drugimi podjetji, ki so nam povedali, kakšna orodja so si naredili, kako so interno poskrbeli za adoption umetne inteligence in še marsikaj drugega. Seveda pa tudi tokrat izjemno zanimiv pogovor. Z mano je Frank Dragar, ustanovitelj podjetja Trivial Group. Frank, zdravo. Živijo, Peter. Frank, kaj je Trivial Group, kaj tam delate in zakaj si ga ustanovil? Tako, se pravi, Trivial Group je tako manjšo butično podjetje, v katerem delamo produkte za umetno inteligenco, in sicer po naročilu za druge stranke. Trenutno se ukvarjamo večinoma z izobraževalnimi podjetji, se pravi, za njih delamo takšne in drugačne rešitve. Večinoma se to ukvarja z AI ocenjevanjem ali pa z kakšnimi AI simulacijami za izobraževalne namene. Se pravi, en primer, ki je kar velik trenutno, je simulacija recimo intervjuja za službo, ampak ne samo tako živijo, kako si in malo povejo vse, ampak neke zelo specifične naloge, ki jih je treba tam reševati, in namesto da mora zdaj nek ta kandidat plačati par 100 evrov, recimo, kot tudi ti priprave stanejo na uro, lahko zdaj to za par centov upravi neko to simulacijo in se skaže, da je kar primerljiva kvaliteta in je potem dober produkt. Ok, super. Ti si začel programirati že v 5. razredu. Kako je, nočem vprašati, kako se je programiranje spremenilo v zadnjih 15 letih, ker se verjetno je. Mislim, ker je logično, da se je, ampak kaj je bilo začneva tukaj, kaj je bilo takrat programiranje? V čem si ti začel programirati? Ok, sicer ja, ta 5. razred programiranje, zdaj, če boš katerikoli programerja vprašal, pa boš rekel, da HTML spletne strani in podobno, to mislim, recimo, da je, da pišeš neko kodo, ampak ni pa HTML pravi programski jezik. Ampak ja, začel sem nekje takrat v osnovni šoli, takrat učitelj računalništva, me en popoldne posedel, pa je bil tako, tebi so neki te računalniki, ti laufa, daj boš tule probal malo še neke dodatne stvari delati. In sem začel z temi nekimi osnovnimi spletnimi strani. Takrat je bilo to zelo suhoparno, se pravi, si mogel pač vsako skoraj vrstico spisati pač na roko, se pravi, vsak karakter, vsako stvar. Pol, so še kakšna boljša orodja bila takrat, mogoče kakšen osnoven autocomplete. Ampak ja, je bilo zelo zamudno, pa sploh pač, ko si mlad, še ne razumeš čisto vsega in se malo mudiš, tako da takrat sem jaz hotel narediti neke igre 1, 2, 3 klon in med igrce gor, to je bil takrat višek mojih ambicij in se mi je zelo ful hudo. Koliko milijonov si zaslužil s tem? Ja, bolj nič, ampak ja, takrat tudi še nisem po mojem znal, pa mi niso starši dali kreditne kartice, da bi za nek web hosting plačal in sem pa se zamujal z nekimi zastonjskimi stvarmi. To zdaj mi je kar fajn, da lahko pač daš 20 evrov in imaš neko gostovanje. Ampak ja, takrat je to zelo dolgo trajalo in si težko kamor prišel, tudi če si hotel koga vprašati, si mogel pač najti neko pomoč ali v živo. Se pravi, recimo, to je bil moj tam profesor računalništva. Zdaj, danes pa je precej lažje, ne? Že za učenje se mi zdi, da lahko vprašaš, zdaj lahko AI vprašaš, da ti kar naredi, ampak če na druga bi lahko vprašal vsaj, kako se to naučiš, kako začeti, kako nekaj narediti. Tako da mislim, da iz tega vidika ni bilo nikoli lažje neke take stvari začeti in se naučiti. Kar se tiče pa še pol v sami izdelavi, če sem rekel, da je takrat trajal neki par tednov, pa tudi neki odrasli osebi bi to takrat trajalo par tednov, pa par mesecev, da nekaj resnega narediš. To, kar je takrat bilo, se pravi, primerljiv produkt, ki si takrat naredil v tednih, mesecih, lahko zdaj narediš v dneh,
mogoče celo urah. Mm. Je pa se pravi standard tudi zelo više postavljeno, se pravi nikar, sam da je spletna stran pa je, zdaj je postalo, da mora biti dobra in je zdaj v bistvu poplava teh produktov, storitev in tako no. Ti si sam programer, ki programira s pomočjo umetne inteligence. Deva najprej tu začeti. Kaj to pomeni? Kaj je modern programer? V kolikšnem delu je on zdaj orkestrator agentov, pa v kolikšnem delu še piše kodo? To je zelo dobro vprašanje in to, kar bom zdaj rekel, vprašanje, kako bo to čez 3 mesece veljalo, ker to, kar bom zdaj govoril, gotovo ni držalo 3 mesece nazaj. No. Se pravi, mogoče lahko začnem z čisto kratko zgodovino, kako je bilo to še 2 leti nazaj, kako je zdaj, pa mogoče lahko pol malo špekulirava, kako bo izgledalo naprej. Okay. Ampak, se pravi, no, še par let nazaj je bilo programiranje zelo klasično, si tipkal na tipkovnico, si pisal recimo nek Python ali pa TypeScript ali pa kjerkoli programski jezik si že delal, si se usedel, zamislil, kaj boš naredil in potem si začel počasi implementirati. Če si v nekem večjem podjetju, si imaš kakšne sestanke, si malo whiteboardov in si najprej naredil arhitekturo, potem si pa implementiral te tvoje funkcije in kakršenkoli software že. Danes pa, kako se je to začelo okoli 2-3 leta nazaj malo obračati in je bilo pa tako, no, da to razmišljanje in vse to še zmeraj si mogel početi in tudi danes še do neke mere, oziroma do velike mere, se je pa začelo to, da ne pišeš več, začel se s tem, da ne pišeš več vsake vrstice sam, se pravi, bil je najprej ta GitHub Copilot, pa še kakšen Tab9 in take software, ki so ti v bistvu nekako inteligentno predlagali dopolnitev nadaljne vrstice. Ali pa mogoče si v kodi napisal komentar, v Pythonu je to pač ta hashtag, in ti je v bistvu na podlagi komentarja spisal, ne vem, 5 ali pa 10 vrstic neke funkcije. In to je bilo tako, wow, to že prav presenetljivo je bilo, kdaj ko je delovalo, večinoma ni zdaj prav dobro delovalo, ali pa ti je predlagal tistih 5 vrstic, pa si pa 10 minut popravljal, kakor bi jih tudi pisal sam 5 minut. Ne? In to se je pol kar izboljševalo. Tudi ta GitHub Copilot in pa pol zelo hitro tudi Cursor, mislim, da je bilo to zdaj skoraj 2 leti nazaj, odkar sem začel to uporabljati, ko je prvič postalo popularno. Je pa od tega autocompleta v samourejevalniku kode se pa pojavil zraven še nek tak okenček, ne? To je podobno kot ChatGPT, se pravi nek ta pogovorni poziv. In na začetku je bilo to tako, da nisi rabil pač več copy-pastati kode iz ChatGPT-ja, ki ti je že znal tudi počasi polk izpisati, pa prelepiti v urejevalnik. In takrat je to mogoče naredili spet neko osnovno funkcijo ali pa ti je pomagal malo po kodi poiskati. In zdaj, če je bil ta okenček na začetku tam, da nisi rabil copy-pastati kode, ampak ti je že lahko sam kaj popravil, spet na začetku si mogoče probal, je nekaj naredil, si mogel sam popravljati, pa je bil ta okenček res, ne vem, mogoče četrtina tvojega zaslona. No, zdaj je to že kar konkretna tretjina ali pa polovica mojega zaslona in vedno več pišem v ta poziv. Zdaj konkretno od nekje decembra, januarja tudi praktično skoraj nič ne uporabljam več, da bi, mislim, kodo še mogoče gledam, pa še to ne vedno, ampak vedno več pišem v ta okvirček, zaradi tega, ker so ti modeli umetne inteligence, bolj konkretno je bilo to za ta Opus 4.5, pa pol zelo hitro Opus 4.6, GPT 5.3 kodeks in podobno, glavnem vse ima veze, ti modeli, ki so v zadnjih, so postali kar naenkrat dosti dobri, da mu lahko zdaj, če mu lepo upišemo, imamo že neko kodo tam, ali pa sploh, če še nimamo nič kode, takrat je najlažje, lahko zdaj to, kar samo napiše to, kar hočemo. Ne? In potem skupaj iteriramo, ker v prvo verjetno nikoli ne bo čisto zadelo. Moram pa tukaj samo eno odrsko opombo dodati, in sicer to deluje super v določenih primerih, posebej takrat, ko nekaj prototipiraš, ko nekaj razvijaš nove projekte, ko nekaj sprobavaš, pa vidiš recimo output ali pa ga lahko zelo easy testiraš. Kjer pa to še ne deluje, in verjetno se kakšni programerji ne bi strinjali, je pa to v večjih podjetjih, ko je zelo kompleksna logika te kode, ko je več 10.000, več 100.000 vrstic, ti programi še niso izjemno dobri v iskanju potem, čeprav to je boljši.
In pa, ko sploh moraš pogledati, kaj hočeš narediti, tam pa ni to tako dobro. Ampak recimo to, kar pa jaz počnem, ko delamo bolj nove projekte, prototipiramo, delamo nek R&D, research and development, tam je pa to meni čisto spremenilo v zadnjem letu in pol, dveh, kaj počnemo, kako počnemo. Cilih to, ne? Za kopilota navadnega, kopilota v 365 programih smo tudi dolgo časa govorili. Ne? Zelo dobro je v tem, če iz nule narediš Excel, Word, PowerPoint, slab je pa v tem, da bi urejal nekaj, kar imaš že ti narejeno. Ne? In se mi zdi, da je tukaj z mojim omejenim programerskim znanjem, ki se je tudi začelo in končalo v 5. razredu, sem, da je takrat bil Pascal, po moje, pa še ni bilo HTML. Če pa imaš ti seveda gromozansko kodo, ki jo že 10 let v podjetju 17 programerjev piše in razume in vzdržuje, so pa stvari kompleksne. Ampak verjetno pa lahko v velikem delu ta orodja pomagajo tudi takšnim ekipam. V katerem delu pa? Če že ne pri nekem čistem pisanju. Mislim, zagotovo pomagajo in jaz bi priporočil, da ljudje saj probajo. Zaradi tega, ker včasih je malo tudi to, ne? Nekaj, kar je dejansko stanje, nekaj pa, kar ljudje zagovarjajo in verjamejo. Gotovo pomaga, sploh za neke omejene naloge. Zdaj pač, če ti veš, kaj moraš narediti približno, pa se ti mogoče ne da ali pa ne splača časovno implementirati 100 vrstic neke funkcije, pa še kakšne teste zraven, lahko to naredi Cursor, Cloud Code ali karkoli, kjerokoli orodje že uporabljaš namesto tebe, ali pa ti pri tem pomaga. Ne? Tudi za samo iskanje po kodi pa razumevanje je zelo koristno. Tudi to mi kolegi, ki so pač, se pravi, nimajo manjšega podjetja ali pa delajo v nekih večjih enterprise okoljih, to delajo. Tudi res ogromna podjetja definitivno to uporabljajo. Slišim tudi od kolegov, ki delajo recimo za Uber, za Google in tako naprej, tam absolutno te stvari uporabljajo in jih ta podjetja kar zelo tišijo, da to pač nekako adoptajo. Je pa drugačno, tako sem rekel, zdaj, če lahko pri nekem majhnem podjetju ali pa pri novem projektu praktično vse naredi namesto tebe in pač čist vibe kodaš vse in sploh ne gledaš kode, sam commit, push in je neki uporabnik recimo. Je pa pri večjih podjetjih to zdaj drugače, tam pa moraš biti vse malo bolj previden. Seveda, če delaš za Google, tvoja stvar, ki boš implementiral, bo afektirala milijone ali pa celo milijarde ljudi in ne moreš kar z vibe kodati 10.000 vrstic kode pa potisnati in potencialno pol prevzeti odgovornosti za to, ali pa še slabše, da je sploh ne. Tako da je drugače. Ja. A se je na področju programiranja že izkristaliziral program, ki misliš, da je najboljši, ali smo še vedno v tem, da imamo več različnih, ki so relevantni? Ne vem, Clouda imamo enega, potem imamo GPT Codex, je še vseeno super, tudi če ChatGPT se marsikdo njemu upira. Na tretji strani imamo potem Copilota za GitHub, pa verjetno še kar jaz ne poznam. A je one thing ali? Mislim, da so zihar en vodilen in to je ta Cursor. Jaz bi rekel, da veliko ljudi to uporablja in to je v bistvu tam nek tako rejevalnik, ki ima pač ta akonček zraven in še par drugih stvari dodajali. Ena stvar, ki je tudi lani konc leta skoraj bi rekel eksplodirala, je ta Cloud Code. To je tudi v tej naročnini za Anthropic Cloud je zraven pač mislim, je pač to kot nek dodatek in za teh 20 € na mesec lahko nekaj uporabljaš, čeprav veliko ljudi zaplačuje tudi po $200 in več na mesec za to. Tako da bi rekel, da ta dva sta trenutno precej popularna, ne pomeni pa, da ni drugih. Tudi ta Codex od OpenAI se trudijo in model je kar dober, software okolj še mogoče ne toliko. In pa, ne vem, je še ogromno enih manjših podjetij, ki probajo tekmovati po levi in po desni. Tudi kitajski modeli so v bistvu izjemno dobri v tem. Produkti okolj pa še mogoče niso toliko, vsaj ne tako popularni, ne bom pa rekel, da neuporabni ali pa dobri. Ok. Kako obdržati službo kot developer danes? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da še zmeraj moraš biti dober v tem, kar počneš, moraš biti dober programer. Tudi če ne pišeš sam te kode ročno, moraš res stati za tem, kar si naredil. In pač, če sam rečeš, ja, to je AI naredil, jaz ne vem, ja,
zakaj si pol ti tu, ne? To je ena pomembna stvar. To je verjetno, Jaz bi to je verjetno povsod v službi, ne? To pravilo, odgovor, to je ChatGPT tako rekel, je nekaj, kar bi moralo biti povsod prepovedano, ne? Absolutno. Pač dobil sem že tudi od kakšnih, pač, se pravi, iz teh drugih organizacij, ki delamo z njimi, sem že dobil kdaj pač tudi od kakšnega programerja, ne vem, ali pa poročilo, ali pa karkoli, kaj pač vidiš, da je nekdo sam si vzel 5 minut pa 10 strani nekega slopa spisal z AI-jem in sorry, ti nisi tega prebral, jaz tega ne bom prebral, kaj je sploh point, da si to naredil. Tudi s kodom, zdaj, okay, če je nek prototip, pa hočeš to sam pokazati kot vizualizacijo, super, če pa pričakuješ, da bo to pol se dejansko uporabljalo, pa to se moraš pa vse malo potruditi, pa za tem stati. Zdaj, mogoče si še mislil tudi s tem, se pravi, ti ljudje, ki uporabljajo te stvari, se mi zdi, da jih morajo na pameten način uporabljati. Ti ljudje, ki jih pa ne uporabljajo, in do zdaj je v bistvu bilo to še, ali pa recimo pol leta nazaj, so bili nekateri argumenti čisto validni, so rekli, ljudje smo probali, to še ni tako dobro delovalo. Jaz bom pač pisal na roke, in seveda, če pišeš neko zelo kompleksno biznis logiko v C++, si to lahko ful dobro argumentiral in si rekel, le itak mi ne pomaga toliko, slabo naredi, pa moram pa še enkrat naroge napisati. Pol leta nazaj bi rekel temu super. Zdaj pa bi rekel, da tudi za take use case to že se kaže, ali pa veliko poročil je tudi, pa veliko ljudi govori o tem, kako to je koristno. Spet jaz ne morem za vse govoriti, ampak meni se zdi, da bi bilo fajn se vsaj, če so že probali ti ljudje, ne še enkrat probajo, no? Ker se mi zdi, da bojo mogoče presenečeni, kako se je to hitro spremenilo. Pa tudi iz delo s tem, je v bistvu ta learning curve je tako malo zanimiv, ker je v bistvu full simple za uporabo, pač dobesedno chat tokenček je in karkoli not napišeš, bo nekaj naredil. To ni zdaj nek klasičen software, ki ima 10.000 gumbov, pa moraš nekaj iskati, pa se naučiti debugger uporabljati in ne vem kaj. Ampak moraš sam govoriti z njim. Je pa learning curve v tem smislu, da moraš se naučiti prepoznati, kaj je dobro, kaj ne, kdaj pač obupati pa dejansko ročno narediti, kdaj še malo poiterirati, kdaj tako, moraš malo feeling dobiti za to. No. To pa ne pride tako hiter, ali pa se traja pač recimo par mesecev. No. Ampak ja, jaz bi rekel, da so ljudje lahko tudi do večkratnik produktivni, ali pa če so slabi, so tudi lahko večkratnik slabši, no? Ali pa slabe delajo. Umetna inteligenca te opolnomoči v tvojih dobrih in svojih slabih lastnostih v službi. Absolutno. Med drugim si tudi predavatelj, tako sem rekel, predavaš o programiranju, predavaš tudi o uporabi Copilota, ChatGPT-ja in tako naprej. Pred kratkim pa si bil v svoji osnovni šoli, kjer si začel programirati. Se vem, da nimaš pogleda na vse mlade in kako, ampak kako je to bilo? Kako mladi v osnovnih šolah gledajo na umetno inteligenco? Kaj je bilo mogoče tam takega, kar te je presenetilo ali pa kar je bilo zanimivega? Ja, to je dobro vprašanje. Se pravi, ja, to je tudi, ko sem se prej pogovarjala, da sem objavil na LinkedInu, da me je ravnatelj povabil in ta ravnatelj je bil v bistvu ta moj učitelj takrat še računalništva in matematike. In je bilo zelo lepo pač priti nazaj in videti vse te stvari. Sta pa sicer tudi moja starša učitelja in vsaj slišim nekatere stvari posredno preko njiju, glede uporabe AI-ja tudi otrok in tudi učiteljev počasno, čeprav tudi s tem imajo malo težave. In tudi učenci imajo s tem težave. Ne? In predno sem pač imel tisto predavanje, sva se z ravnateljem malo pogovarjala in ja, je rekel, da definitivno otroci zelo veliko uporabljajo umetno inteligenco, predvsem pač ChatGPT in podobne te chatbote, tudi za kakšne vragolije ali pa kakšne videe, kakšne deepfake. Mogoče tega učitelji vse ne vidijo, ampak gotovo to neke vragolije zganjajo s tem. No. Tako da to so lahko tudi pozitivne ali pa negativne stvari. Kar se pa tiče ChatGPT-ja in zakaj ga to uporabljajo, ziher je tudi kdo, ki uporablja to za pomoč pri učenju, večino je pa bolj to, chat, jaz sem dobil domačo nalogo, da ti to naredi namesto mene. Ne? In to je zelo, zelo velik problem, ker pač, ne vem, ko si ti bil v osnovni šoli, pa ko sem jaz bil v osnovni šoli, pač se noben ni, mislim, ok, si že naredil domačo nalogo, nismo jo pa glih radi delali, pač hotel si
špilati fuzbal ali pa igrati igrice ali karkoli. Ampak če si hotel pač ne dobiti vsak v šoli, si mogel vseeno pač par stvari narediti ali pa se naučiti. Ne. Okay, še zmeraj so pač tu danes testi, da pač preverijo, a ti zdaj dejansko nekaj razumeš in znaš, ne pa samo, da si pač z AI-om generiral tisto predstavitev, ki si je naredil, ali pa z AI-om naredil tisto domačo nalogo, pa pol sem prepisal ročno ali karkoli. Je pa problem, no, ker če bojo to ljudje delali zdaj naslednjih 10 let, pač pa ne bojo znali niti enega odstavka več sami spisati, ali pa eseja, kaj šele eseja, če že odstavka ne. Nobene matematike, pa pač zakaj bi se pa učil narisati linearno funkcijo, če lahko ChatGPT naredi. No, taki ljudje, mislim, taki učenci in potem dijaki in študenti dvomim, da bojo pol neke težke integrale računali na računalništvu, matematiki ali pa karkoli drugega, ali pa pisali neke zelo dobre pač kritično miselne eseje na družboslovnih smerih in karkoli. Mislim, da je to zelo pomembno za njih osebno in tudi za družbo, ne, da imamo ljudi, ki znajo razmišljati, ne pa sam ChatGPT-jo reči, da ne naredi namesto njih. In to je bil tudi skor tega, kar sem je pač tam probal mal namignati, da pač je fajn, da tudi sami še kaj naredijo. Sploh če je to namen učenja. Zdaj, če se pogovarjamo o delu, pa je namen, da res naredim nekaj na šihtu, super, dajmo uporabiti AI, pa tudi tam je fajn, da še malo razmišljam zraven in stojim za tem. Pri učenju je pa sploh pomembno, da ti to narediš sam, ker se preko tega, kar delaš, učiš. Ne? In je v bistvu naloga ne to, da si naredil, ampak to, da si delal. Tako da to mislim, da bo treba. Tu nimam jaz odgovora, mislim, da tudi šolski sistem in učitelji nimajo odgovora, ampak bomo probali skupaj pogruntati kot družba, kaj to je in to implementirati. Bi se strinjal s to trditvijo, da lahko v šolah izhajajo iz tega, da je vse, kar učenci oddajo, narejeno z umetno inteligenco? Se pravi, da lahko predvidevamo, da je vse narejeno. Ja, pač, da se učitelji in učiteljice ne rabijo spraševati, ali je nekdo nekaj naredil z umetno inteligenco, ampak je verjetno odgovor, da je vse narejeno z umetno inteligenco in da je treba sistem spremeniti tako, kot da je vse narejeno z umetno inteligenco, zato da bomo še vedno lahko normalno predali znanje. No? Po mojem, da ne. Okay. Sicer mogoče, mislim, gotovo se kakšno mnenje tukaj razlikuje. Po mojem, zaradi tega, ker sploh mlajše, ko greš, se pravi, okay, če smo starejše, ko greš, ok, mogoče pa lahko misliš, da študenti bojo že tako naredili, pa tudi sami malo razumejo, da morajo tudi sami narediti. Ampak če boš otrokom rekel, ja, pač valjda, konkretno, ko sem prej rekel, z esejami in s tem, vi kar napišete s ChatGPT-jem, ali pa to predstavitev za kemijo naredite, ali pa za slovenščino to. Pač ChatGPT ve, kdo je France Prešeren, otroci pa mogoče bi bilo fajn, da tudi sami preberejo, okay, ne pa da naredi AI. Tako da bo treba tukaj, po mojem, res učiti neko odgovorno uporabo, pa kakšne stvari tudi absolutno delati brez tega. Kakšne stvari pa tudi za, ne pravim pa zdaj, da tako s kalkulatorji, ko se pogosto uporabi za analogijo, dajmo ne zdaj, mislim, seveda dajmo ne otrokom odstraniti kalkulatorja, sam na isti način, ko kalkulator dobiš, ne vem, v katerem razredu se to začne uporabljati, se ne vem, ampak v prvem razredu ziher ne, ali pa poštevam, da se ljudje učijo na pamet, potem pa počas računajo večje številke s kalkulatorjem. Ne vem pa, če bi kdo, kakšen resen pedagog predlagal, da dajmo pač otrokom v prvem razredu kalkulator in da ne rabijo nikoli 1 + 1 znati računati. Absolutno. Če ostaneva v izobraževanju, ti recimo, da nadaljuješ družinsko, se temu reče? Tradicijo, recimo, ja. In ostajaš v izobraževanju, v Trivial Group se ukvarjate s tem, da pomagate podjetjem, ki delajo v izobraževanju in nekako uporabljate umetno inteligenco. Kakšni so tukaj primeri, kjer se te tehnologije dobro uporabljajo? In, ja. Okay. Lahko dam recimo 2 primera. Enega sem že prej malo začel malo globlje razlagati. Enega bom pa zdaj še malo, in sicer eno večje podjetje, s katerim delamo in pomagamo torej delati te AI vaje, se pravi
Čisto konkretno oni učijo pripravo na intervjuje za consulting podjetja, McKinsey, Bain, BCG in podobne. In tam stane to, da se z nekom pogovarjaš, da ti pomaga pri tem intervjuju tudi do par 100 evrov na uro. Ne? In mi jim zdaj pomagamo v bistvu delati, da lahko ta intervju, oziroma te naloge, ki jih pri intervjuju rešuješ, to so naprimer neko hitro reševanje matematike, ki jo spet moraš delati na pamet, tu neko tabelo dobiš in zdaj moraš ti poračunati neko EBITDA in primerjati to z neko drugo številko in potem podati nek odgovor. In oni so zelo pedantni, kako to, na kak način ti to zaračunaš, kako to poveš, kako je to hiter in vse, kar pri tej interakciji delaš. In mi ti potem simuliramo ta pogovor in potem tudi podamo neko evalvacijo, oceno tega. Ne? Recimo, to je en primer. Zdaj, tukaj je to super, zato ker pač lahko zelo poceni dobimo približek tega, kar bi drugače bilo precej drago. Ampak to zdaj ne pomeni, da bomo zamenjali te njihove kavče, ker še zmer se nekdo hoče pripravljati za tako podjetje, hoče imeti tudi ta stik ali pa imajo tudi verjetno, ker bodo dobili tako dobro službo, želijo v to investirati. Me na eni strani zanimalo, zakaj bi to podjetje, če lahko veliko denarja računa za to, da to dela 1-na-1 z ljudmi, naredilo orodje, kjer bi v resnici si downgradalo svojo storitev in je bila na voljo, kot si rekel, za desetine centov. Tako, v bistvu to mogoče malo varljivo, kar sem povedal tukaj, ker v bistvu mi ne zamenjujemo tega dela za coaching, mi zamenjujemo v bistvu tisti del, ko ti imaš PDF na spletni strani, klikneš download, potem pa sam vadiš, pa si sam klukaš, kaj si zamislil. Ali pa vadiš s kolegom, mogoče. Ker očitno nima vsak, ali pa tudi ne bo zdaj toliko ur, ko bi dejansko rabo, da bi se pripravil za tak intervju dal v to, da vadiš s človekom, ker je to izjemno drago. In to delajo zelo sami. Mi pa zdaj v bistvu nadgradimo tisto poceni stvar na sicer čist malo dražjo tiste, ki je res pocen, je pa zelo, zelo boljša. In pač te feedbacke, ki jih dobivamo od teh študentov, so ful navdušeni na tem. Torej, naredite dodatno storitev, poleg osnovne, ki ostaja, potem za dodatno je pa še neka stvar, ki uporablja umetno inteligenco. Tako. Ker glih, zakaj so recimo to podjetje, s katerim delamo in tudi druga, s katerimi smo delali v preteklosti, oni so dobri zaradi tega, ker imajo te eksperte in imajo to domensko znanje. In zdaj, da bi oni to probali zamenjati z AI-om, bi se malo strelili v koleno in bi si v bistvu to svojo konkurenčno prednost zradirali. Je pa zdaj en kup podjetij, ki pač proba narediti pa samo z AI-om to, dajo par promptov noter in so tako, to je zdaj to, kar vi delate, sem pač cene. In to se izkaže, da, ko zdaj z njimi delamo že skoraj 2 leti, se izkaže, da tem podjetjem ne gre tako dobro, ali pa velikih je proba, ali pa bolj malih je še obstalo. In to je pač recimo en primer. Ampak se je izkazalo to, da AI ne bo kar zamenil čez noč to, kar so nekateri eksperti delali, ampak tisti eksperti, ki pa bojo mogoče to embrace ali pa na nek pameten način implementirali, pa bojo na trgu obstali, še povečali svoj tržni delež, pa izboljšali to. Zdaj, da greva še na en drug primer, da še mogoče malo to ilustriram. Delamo tudi z enim čist drugačnim tip podjetja, oni so pa malo bolj klasično izobraževalno podjetje in imajo ogromno enih kursov, kar neka Coursera. Ampak ni Coursera, pač neko še zmer veliko, ampak ne toliko veliko podjetje. In oni imajo veliko nekih učiteljev oziroma tutorjev, ki domače naloge, ki so na tej platformi za oddajo vsak teden, ocenjujejo na roke. In zdaj nekatera ta vprašanja so zelo preprosta, kot katero je glavno mesto Francije, Pariz, super, kljukca. In to ljudje delajo zdaj na roke in to se je že zelo hitro zautomatiziralo. So pa nekatera vprašanja malo bolj kompleksna in so, ne vem, malo bolj proti esejskem tipu vprašanja, ali pa da moraš pri nekaterih kursih, ne vem, kot da bi pri nekih medicinskih, za kakšne medicinske sestre, neka profesionalna izobraževanja, sicer to niso certifikati, tako da ni zdaj toliko nujno, ampak se pa vseeno ljudje nekaj naučijo. In tam je treba naštevati kakšne stvari in to je malo bolj kompleksno, kot pa samo en odgovor primerjati, ali je resničen ali ne. Ali pa pri delu z nekim usnjem moraš opisati neke lastnosti določenih materialov, pa je take čist zelo širok nabor teh vsebin imajo. Tam se pa izkaže, da pač
so vprašanja vseeno, ne vem, par tisoč vprašanj mora en ta učitelj na leto pač oceniti in se ful ponavljajo. Se pravi, imajo veliko teh učencev, ki so podobni in to tudi se da zautomatizirati, vsaj do neke mere. Ampak to ne pomeni spet, da bo zdaj pač to podjetje zdaj te tutorje odpustilo, ker spet se zavedajo, da je njihova konkurenčna prednost v tem, da delajo z temi domenskimi eksperti, da jim nekdo naredi to vsebino. Gre se bolj za to, da mogoče ne rabijo skoraj vsega svojega časa na teden, kar jim oni to plačajo, porabi za to ocenjevanje, ker nima tako veliko dodane vrednosti, ampak lahko porabijo za ali ustvarjanje dodatnih vsebin, za izboljšanje trenutnih vsebin, ker jim AI v bistvu že vnaprej malo ceni, pa tutor sam še popravi. In v naslednji fazi mogoče to tudi bo prišlo do te točke, da se input tega tutorja v bistvu zmanjša na sam še preverjanje občasno. Tako da taki premiki se definitivno dogajajo, pa ne samo v naši industriji oziroma v izobraževanju, ampak povsod. Mislim, da tudi ti si imel na tem podcastu še par drugih podjetij, ki delajo takšne in drugačne in podobne stvari. Ampak vse kaže k temu, da ne da se zdaj ljudi kar zamenjuje, pa tudi to ne poteka tako hitro, ampak se v bistvu sam do določene mere neke stvari avtomatizira, včasih tudi do konca. Ljudje pa še zmeraj ta podjetja imajo pol boljše poslovne procese dige in lahko porabijo te eksperte ali pa to delovno silo nekje drugje. In se izkaže, da je to zelo koristno za to. Tako da, to je približno, kar počnemo in kako to vidim. Ti tako v tej funkciji kot izvajalec ali kot agencija, ki pomaga podjetjem pripravljati custom orodja, kot tudi v funkciji predavatelja, prihajaš v podjetja in jim pomagaš bolj učinkovito uporabljati umetno inteligenco. Katere so tiste napake, ki jih podjetja delajo pri implementaciji umetne inteligence? Ja, dobro vprašanje. Se pravi, konkretno s podjetjem delamo razvoj custom rešitev. Ampak podjetje, ki hoče nekaj delati z AI-jem, mogoče vidijo neka custom software, custom implementacija in grejo direktno na to. Zdaj, po mojem, največja napaka je to, da naredijo točno to. In tudi jaz kot pač v osnovni izobrazbi programer sem zelo pogosto gledal, problem, dajmo vršiti en kup tehnologije gor pa ljudi, ki bodo to sprogramirali. Dajmo narediti 9 mesecev projekt, 200,000 evrov bomo naredili, pa bo na koncu nekaj vam prišlo. Tako. In kaj pol na koncu vam pride, tako je najbolj klasično pri projektnem ali pa produktnem vodenju, da pač si zgradil napačno stvar ali pa si zgradil nekaj, kar pač sploh ne rabiš. Tako da to je po mojem, pa že vedno je bila ta napaka, ampak tudi zdaj je. In kar mislim, da je zelo pomembno, je pač, da prvič veliko podjetij pač teh stvari ne pozna, se pravi, morajo začeti se izobraževati in to je zdaj recimo tista vloga predavatelja, ko sem jo tudi dosti bolj začel ceniti s tem, da pač najprej treba ljudem razložiti, kak se ta osnovna off-the-shelf orodja, recimo ChatGPT, pač ogromno enih stvari ti ne rabiš zgraditi nekega softvera, ampak sam, če naučiš ljudi, da uporabljajo ChatGPT, pa si naredijo že samo to, da copy-pastejo nekaj tja noter, kaj šele, da si naredijo neko integracijo, custom s tem, pa tudi to se da zdaj že danes veliko sam narediti. Že lahko ful veliko teh stvari, ki jih posamezen človek v svojem delovnem okolju upravlja, izboljša, pohitri, avtomatizira. In to mislim, da s tem je treba po mojem začeti. Pol pa greš naprej, lahko pogledaš, kaj pa zdaj to procesno, se pravi, kar pa več ljudi počne, ali pa kaj en oddelek počne, ali pa kaj več oddelkov, ko se deluje. In to potem lahko začneš, tu pa že rabiš mogoče pomoč ali pa nekoga v podjetju, ki to zna malo bolj ali pa ima kakšne izkušnje s tem narediti. Tam pa lahko potem začneš kakšne počasi custom integracije dela, ampak spet ne še, se pravi, moraš najprej spoznati, kaj so ti problemi, velikih je organizacijskih in tu zdaj, če eni ljudje hitreje opravijo svoje naloge ali pa bolj avtomatizirano karkoli, boš mogoče mogel malo te Lego kocke drugače zložiti. Tako da to je druga stopnja, pol zadnja je pa po mojem res ta custom integracija in tako naprej. Se pravi, tu je še ogromno enega izobraževanja in strategy consultinga, preden greš ti neke custom stvari razvijati. Pa tudi pri custom razvoju, to je pa še mogoče še ena specifika,
Vse ne vem, odkar digitalna transformacija in nasploh software v enterprise svetu obstaja, kaj je zdaj to, 30 let, 20, da je res popularno, so bili pač ti buzzwordi, ok, podatki. In nekatera podjetja so to začela resno jemati in dajo to strategijo in so gradili te data lake in razne stvari. In to je, bi rekel, da za večja podjetja je to skoraj predpogoj, da se grejo neke stvari, neke full resne stvari z AI-om lotevati. Se pravi, najprej moraš imeti zorganiziran IT, pa zorganiziran svoje podatkovno strukture, svoje baze, da ni za to ogromno neki silosov, ampak da je malo povezano, in pol na podlagi tega se lahko na vrh gradi neke dobre sisteme in nekaj, kar dodaja vrednost. Če bojo pa sam hotel, mi smo firma, ki že 50 let isto počnemo, višek naše tehnološke dovršenosti je to, da uporabljamo Excel, namesto da na roke nekaj računamo, pa mislim, da bo AI težje pomagal. Ne bom pa rekel, da ne bo mogel. No. Tako da je nek maturity, ki ga mora podjetje, seveda, odvisno od panoge, odvisno od velikosti, pač tukaj zgraditi, potem pa lahko take stvari dela. No. Ampak ja, to je spet ta strategy consulting pa izobraževanje, da pa sploh razumejo te stvari za naprej. Pa verjetno lahko tukaj na enak način, kot si prej razlagal, da pri vaših naročnikih iz izobraževanja ne gremo umetne inteligence polagati na glavno stvar, ki jo počnemo, torej na treninge za zaposlitev, ampak na obstranske stvari, na manjše ponovljive stvari, ki sicer imajo dodano vrednost, niso pa the thing, ki jo mi počnemo. Tako, ja, pač po mojem je samo fajn, da si probaš ne zautomatizirati, pa, ker tudi AI je tak, AI ni nikoli popoln, pa ful dobro v stvarih zaenkrat, in da bi zamenil, tako kot si rekel, core business z nekim agentom, pa bi pač to delali, mislim, da to bo težko. No. Imaš pa tudi drugače start-upe in cel Silicon Valley, ki pa točno to počne, tako dalje. Bomo videli, dajmo jim še malo časa. A je SaaS mrtev, glede na to, da imamo zdaj zaposlene, ki znajo umetno inteligenco, programe, ki programirajo z umetno inteligenco, interno bomo stvari rihtali. A to pomeni, da si bodo lahko zaposleni sami delali vsa orodja, ki jih bodo v svoji službi uporabljali? Ali... To je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da SaaS je kar mrtev. No? Se pravi, tudi ta poslovni model, da računaš naročnino ali pa model po sedežu za nek software v tem smislu. Zdaj, da je cel software mrtev, to mislim, da ne, se pa trenutno levi, se pravi, bo čist drugo vam prišel na drugem koncu. No. Zdaj, to, da bo vsak delal svoj software, ja pa ne. To zdaj čisto špekuliram, tako da ne tega preresno jemati, ampak jaz mislim, da ti lahko z vibe kodaš mnogo stvari, pa lahko še majhne stvari. Problem je, da te stvari ne delajo čisto, ali pa nekdo, ki je v svoji poslovni vlogi, ni mogoče dober product designer tega produkta in ga bo tudi po podjetju, mogoče ga še bo kdo uporabljal, zdaj izven tega pa bo težko. Pa sploh, če je poplava tega, bo težko tekmovati z tvojim shitty vibe coded appom proti enemu drugemu, oziroma 10,000 drugim, ki so vsi isto naredili, ali pa vsak svojo različico tega. Po mojem bo šlo bolj proti temu, da bojo ta večja podjetja, kot so recimo Salesforce, SAP, Microsoft in tako, da bojo oni imeli zdaj to res arhitekturo, pa tako smo se prepogovarjali o teh data lakeih in te stvari, bojo oni šli mogoče malo bolj v to. Malo manj bojo pa fokusirani na te end produkte, se pravi to, kar mogoče izgledaš. To pa bo mogoče malo bolj custom, pa boš lahko malo s promptom, pa se ti bo pokazal. Se pravi, mogoče namesto, da boš imel nek Power BI dashboard, ki ti ga je mogel nekdo narediti, pa je Microsoft izdal točno tak produkt, ko ima točno take dashboarde, boš ti imel od Microsofta bolj ta infrastrukturo, pa foundation, na vrh tega boš pa lahko spinal up zelo hiter s parimi prompti in s tem, kar bo že program vedel o tebi in boš ti še malo povedal, kaj hočeš ti zdaj videti in to minuto zdaj uporabljati, ti bo pa malo pomagal. Ali pa za CRM,
mogoče HubSpot ne bo zdaj čist točen tak, pa boš mogel 10,000 gumbkov poklikati, pa vse sam narediti, da boš pol dobil svoj workflow, ampak bo bolj ta foundation spet, se pravi, podatkovna baza bo verjetno od tega, na vrh tega si boš pa lahko sam nekaj prilagodil in naredil, da ti bo bolj primerno tepne. Torej bomo gremo pa končno tudi dobili naprej, dobro uporabniško izkušnjo, ki si jo bomo sami naredili, v resnici bo pa ozadje še vedno ostajalo tako, kot je bilo, ali pa baza pa informacije. Ja, recimo, no, vsaj tako se meni zdi. Zdaj bomo videli, seveda, kako bo naprej. No. Je pa res, da to sem pa na enem drugem podcastu slišal kakšno leto ali pa 2 nazaj, da se pravi, v zahodnem svetu imamo mi ogromen SaaS-a, smo ga imeli zdaj zadnjih 10 let, ne? Ker je bilo proizvajanje tega softvera še relativno drago in če si ti nekaj res dobrega naredil, si lahko prodal to par 10 tisoč podjetjem in so si to uporabljali in si naredil milijardno podjetje in sploh super. Ne? Ampak ta softver, kot sva zdaj ugotovila, je bil vedno good enough, vedno ti je bilo za tvoj use case, ker pa če si ti v neki avtomobilni industriji ali pa če si ti v turizmu, verjetno je precej drugačen tvoj use case pa za veliko podjetje, mehno podjetje. Vsi pa na koncu uporabljajo HubSpot ali pa SAP ali pa karkoli. Ne? In vsi so pa malo nesrečni. Tako, vsi so pa malo nesrečni. Ne? Zdaj, izkaže se pa, na Kitajskem je pa to malo drugače izgledalo. Se pravi, je več firm gradil neke svoje sisteme. Predvsem to so tam izpostavili, zato ker je pač delovna sila malo cenejša in se je pač dejansko bolj splačalo najeti 5 programerjev, da so ti naredili nek svoj interni sistem, ki je pa bolj prilagojen tebi, se pravi, ni samo 80%, ampak je možda 95% prilagojen zate in dejansko ta investicija se jim je bolj splačala, ne? Ker tu je pa matematika malo drugačna in je ta buy versus build bil bolj nagnjen v buy. Tam pri njih pa za določene stvari očitno v build. In mislim, da se ta stvar preveša v to, da se ti splača kakšne stvari bolj zgraditi sam, kakor pa pač kupiti off the shelf. Ok, super. Zadnje vprašanje, s katerim zaključimo vsak intervju na OI Slovenija. Kaj je tistega, s čim se ti danes igraš na področju umetne inteligence in te zabava takrat, ko nehaš delati? Ja, to je kar zabavno. Zadnje čase, ko smo se pogovarjali prej o vibe codingu in te stvari, koliko je hitro za nekatere stvari narediti, to je izjemno addicting za svojljivo. Včasih sem imel nek idejo v glavi, da bi 5 let nazaj naredil nek projekt, pa sem si vzel en vikend in sem komi nekaj naredil, pa že deployati ti je vzel par dni ali pa vsaj par ur, da si nekaj pušel ven. Zdaj pa lahko dobesedno se za 2 uri usedeš in narediš nekaj, kar je tako oprijemljivo ali pa se lahko malo s tem igraš. Ne pravim, da je dober, je pa pač zabavno. Koliko domen si kupil v zadnjem mesecu za take projekte? Ne domen, ker so to bolj take stvari, ki so malo bolj demoti, ali pa pokažem prijateljem, ampak recimo ena konkretna stvar. En moj kolega, ki sem na nizozemskem delu magisterij, sem ga tam spoznal in on je tudi Slovenec, 8 let je bil gor in sta prišla nazaj v Slovenijo zdaj z njegovo punco. Ona pa ne govori slovensko, ampak zdaj živite tu v Sloveniji. Ne? In zdaj so bile pač te politične debate in to v našem krogu je to pač tako, da nam je zabavno to gledati in smo želeli povabiti, da pride zraven in sem v bistvu bil tako, ampak ona ne more zdaj gledati tega, ker je pač v slovenščini, ona ne govori slovensko. Transkripcija je dosti dobra, tudi ta real-time transkripcija in sem pač pol z vibe kodu v 2 urcah, ne še to, 1 uri, v bistvu real-time podnapise, ki ti grejo na macOS-u prek česarkoli in ti pač real-time prevajajo, ali pa tudi za slovenske podnapise, ker včasih je tudi pač, ne vem, se pogovarjaš s kolegi ali pa je kakšen šum od zadnjih, pa hočeš imeti podnapise in to je neka stvar, ki si ne predstavljam 2 leti nazaj, da bi poznal to narediti, ker je v glavnem API-jev na macOS-u, ki jih ne bi znal uporabljati. Zdaj sem pa pač s Cloudom malo se igral in z vibe kodu v bistvu pač te podnapise in dejansko dela točno tako, ko hočeš. No. In to je recimo ena taka stvar, pa še ogromno drugih nekih voice AI stvari in podobne. No. Da taki mehni prototipi, ki se v life-u ne bi drugače hotel lotiti, tudi sem za prijatelje se zdaj da narediti. Super, super.
Evo, to je to. Frank, hvala lepa, da si z nami delil svoje poglede na umetno inteligenco. Če bi se ljudje radi s tabo še več pogovarjali o teh tematikah, kje te najdejo? Po mojem najlažje na LinkedInu, ali pa tudi moj mail, boste že nekaj našli, če boste na internetu poiskali. Bomo ga nekam dali. Evo, to je to. Hvala lepa, lepo bodi. Hvala. Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci.